Ата Штефан Марат je bil rojen 1899, umrl je 1989. Vi kot mirno Spomnim bolj malo samo kakšen dogodek, ker je bila ta bolj malo doma. Ko se prvič spomnim na partizane, je ta šel v Horilko delovniški maši v Adventu. Je že med potjo srečal Maratovega Janeza, ko mu je povedal, da ni zajet v Horjul, ker partizani že pobirajo ljudi. Ata se je le toliko oglasil doma, da je mami povedal, da gre k Lenart, kjer sta se s Lenartom skrila na Štalovo seno. Ko je prišel do Lenarta, so partizani bili že pri cerkvi. Tisti dan je partizan cel dan čakal ata doma, da bi ga aretirali, ko mu je mama povedala, da je ata šel v Horilko maši. Tisti dan po noči sta šla z Lenartom v Horjul, da jih je potem prebil na Vrhniko k vaškim stražam. Pred nas je bilo 6 otrok. Andrej 1935, Janez 1937, Štefan 1938, Micka 1940, Reska 1943, umrla v Božiču 1945, Lojska 1945. Janez, Micka in Lojska smo še živi. Pri hiši pa sta živela stric Tone, rojen 1888, umrl 1962, in teta Ihana, rojena 1892, umrla 1984. Mama Micka je se ženila iz Horila, rojena 1911, umrla 2003. Preživljali smo se samo s kmetovanjem. Tada so zaprli Italijani prvega v horilski občini. Bil je 10 tednov zaprt. Potem je šla mama k škofu Rožmanu, da je posredoval, da so ga izpustili. Ni vedel, zakaj so ga zaprli. Pozneje, ko je bil že na Koroškem, mu je eden iz Polhovega Gradca povedal, da je en študent iz Polhovega Gradca na avtobusu imel puško, in ko so ga dobili, je dal naslov od našega ata, da je nesel k njemu. Ata pa ni nič vedel o tem, ne prej, ne kasneje. Imeli smo staro kmečko hišo. Bili smo samo kmetje. Po domače se je reklo pri Zgornjem Zabrvniku ali pri Andreju na Koreni. Občina Horil, Fara, Polhogradec. Socialne razmere so bile bolj skromne. Preživljali smo se s tem, kar smo doma pridelali. Potem, ko se je na Koreni ustanovila domobranska postojanka, je bila ta v postojanki in sicer v cerkvi. Takrat je ata hodil domov, po dnevi domov, po noči je bil gor. Nekoč mu je en partizan nastavil mino na pot do tja. K sreči je to videla sosedova Franca in mu povedala, da je tam nekaj zakopano. To so kasneje domobranci odkopali. Ata je bil potem do konca vojne pri domobrancih na Koreni. Potem je šel na Koroško, že v civilu, ker je bil že toliko star, da ni bil več vojaški obveznik. Ko je bil ata na Koroškem, je bil še za 3 drugimi zmenjen, da gredo domov. Pa je tako zbolel, da ni bil za napot. Drugi 3 so šli in so jih nekje na Gorenskem zajeli terenci in jih likvidirali. Ata si je s tem rešil življenje, ker ni mogel na pot. Ata je bil 4 leta in pol na Koroškem v begunskem taborišču. Decembra 1949 je šel v Cleveland. Štefan, Micka, Lojska so šli za njim 1959. Mama in Andrej pa 1962. Janez je ostal doma. Teta in stric sta veliko pomagali, da smo se preživeli. Prvič smo bili za družino skupaj 1968, ko sem jih jaz obiskal v Ameriki.
Prej nimam nobene slike z avtom. Prve 3 razrede sem še naredil med vojno, po vojni sem šel v 4. razred in 4. v njem, pa bil 4 leta. Je ena učiteljica imela nalog, da me ne izpusti naprej. Ko je šel ata na Koroško, so zaplenili polovica gozda. Nazaj smo ga dobili šele po letu 90. Ata je potem prvič prišel domov na obisk 1973 in imel nobenih težav zaradi politike. Potem je prišel še 2-krat. O spominih, ko je bil ata na Koroškem, je nekajkrat že pisal, vendar to ni bilo na početje. Kaj več je zvedel po ljudeh. Ko je Rezka umrla, pol leta ni zvedel. Prvo ni zvedel za to. Prvo leto v Ameriki je bil pri enem kmetu in je delal priložnostno delo in še ni nič zaslužil. Potem pa je začel delati v olivarni in je velikokrat kaj poslal domov, če je zaslužil več, kot je porabil za preživetje. Zelo se je zanimal, kako smo doma. Od politike ni nič pisal, kadar so pa prišli domov, domači skupaj, je bilo večina govora o politiki. Ata nam je veliko pripovedoval, je imel dober spomin. Po osamosvojitvi smo dobili odškodnino vsi tako živeči 4 otroci. Kmalu, ko so na Koreni ustanovili vaško stražo, so jih partizani napadli. Ob napadu so bili 3 partizani ubiti, ki so jih tukaj zakopali domobranci. Potem so jih domači po vojski odpeljali na svoje pokopališče. Na Antonovih njivah so partizani požagali električni drog, tako da takrat ni bilo elektrike. Tam nastavili mine. Ko so šli domobranci to popravljati, je takrat 2 ubilo. Zadnje 14 dni vojne so bili tukaj na Koreni tudi četniki, ki so imeli tudi topove, da so zadrževali partizane. 8. maja so od tu odšli četniki in domobranci. Pa še tudi S tista skupina, ne? Ne, ata je šel sam že v civilu. Aha, a ja, ker ni bil več v vojni obveznik. Ja, ali nekaj, čist mehen cajt je bil doma, že ni bil že v vojni obveznik, takrat je. Da je bil že toliko starejši. Ja, to je bilo pa prav, ker je bil v civilu na Koroškem, da ni šel domobrancev pa nazaj. Tukaj je res dejansko in tako, da je bil bolan, da je pol je rešila, ne? Ja, tisti, ja, tudi, ker pol, da bi ne vem, koliko cajt je bil. Ta prvo let, ja, sem mislil jeti, bi mislil jeti domov, pa ni mogel jeti. Zdaj, če se čist nazaj vrneva, to se pravi, ker se je vojna tukaj začela, koliko ste bili približno vi takrat stari? Ja, 37 leta, ja, 4 leta. 4 leta, to se pravi, da se samih začetkov tukaj po svojem spominu ne spomnite, ampak se bolj, kar so vam drug pripovedovali. Ja, tukaj so Italijani zasedli. Italijani, ja. A so imeli kakšno postojanko tukaj na Korenu? Na Korenu, ja, pol. Mislim, da so bili že domobranci, takrat so se, pa so že, ata je bil, takrat je šel na Vrhnikah, ki se je skril, pol je bil v Hribu pred domobranci, pol so pa na Korenu ustanovili, mislim, so poskruje gor, pol tako povetih je prišli. Nervač so bili Sabatorce, pa s Korenčem, nekaj je bilo pa tudi drugih. Do Koren pri domobrancih. Tukaj je, recimo, tukaj v lesu, a ne, tle v Samotorci je bila pa postojanka partizanska, ne? To je bila partizanska šula, ja, tisti je bilo vse prej, ja. Aha. A ste o tem kaj slišali, ali pa? Ja, slišal sem, če bi pa to ukviril, da bi mogel, pa tisti je že v pisanci, že Cirila, Justin pisal. Justin, ja. To se pravi, da so najprej Italijani požgali tele domačije, a pol na sami Koreni so bili kaj partizani? Ja, da bi bil prav partizani, ne. Ne? Kako pa, da se pol je ata odločil, da je recimo šel k stražarjem,
Ja, zato, ker sem takrat išlovil, takrat, Kaj je šel v Horjul? kad sem mislil, Marš. takrat moja Mara to Janez dal prijaviš srečo, ker je šel pri Hrvi, misli je to Hrvi, pa je, ja, da ni zajeto Hrvi, di sad zvečer lovil dol v Hrvi ljudi, tiste nekaj saj lovil, pa bil bolj. To se pravi, vaš ata je bil tudi eno tistih, ki bi mu lahko kaj naredil, zato verjetno, ker so Takrat bi ubil, ki ga bi dobil. Sem takrat Jaka Boha, Francetoga Janeza, so takrat odgnal z Karelja. Pomislili so še nekaj več je bilo, pa so pol bil na Privolci, takrat na Privolci še nekaj všlo njem partizanom. Mislim, je bilo še nekaj več, ampak tiste so pol gor, nekaj vrstnikov, ki gor nekaj so jih ubili. Francetoga pa Jaka Boha. To se pravi, če bi bilo tako, bi ata že takrat bil ubita, ne? Verjetno, če nabiha v pozoru Marold, da ne se skrije, da ne se umakne, ne? Da drugače bi ga že takrat. Aha. Pa se vam zdi, ali so bili tu domači ljudje, ki so rekli, koga je treba, ali zakaj se vam zdi? Splošna mobilizacija partizanska, pa kjer ni šel, ni prišel, so ga jih pa lovili, pa pobili. Tako. Tisti je bilo bilo. Tako, aha. In vaša družina je bila kmečka, to se pravi, živeli ste iz tega, kar je tukaj okoli zrasli, pa verjetno ste nekaj živine imeli, pa majne? Ja, smo imeli 12 hektara, smo imeli majne, 12 pa najmem pa travnika potem. In med vojno poleg, ki je bil ata pri stražarjih, ste, kakor se je dal, sami so sinovi verjetno skrbeli za to, da se je kmetija obdelovala, ali je bil ata tudi doma vmes? Bil? Takrat, ko je bil pa na Karentu, da obranci še hodil delal domov, pa ne dokler je bil v Hrjuji pa na vrsti. Ja, ta pa sredstvo bila, tisto bilo takrat, otrok so bilo še čist mešni. Ljudi smo morali posijati drugače. In 45 leta je šlo pa več domačinov na Korošk? Ja, posčarska je, ne sem našla to v civilu, podraž pa domobranci, ja. 7 domobrancov, mislim, da je bilo biti še napoj, ker se še nazaj ali dal. So šli v civilu pa drugačne družine, ampak sem videl tako, recimo, kot iz nekaterih krajev so šli cele družine tudi. Ja, smo pa družina doma ostala, samata je šel. Se kaj spomnite tistega, kako je šel, imate še v spominu? Ja, malo še v spominu, ja, tukaj je še spokoj, je še takrat, ker so bili četniki tle, da so imeli topove, so že 14 dni pred so že prišli, da je še tle dal partizani, pa so jih pa nazaj, pa ta četniki, pa domobranci tukaj, da so bili pa tam na Mavsovem hrič, so imeli partizani topove, so jaz streljali, te so imeli pa tle na naši, so bili 4 topovi postavljeni, ker so kje streljali. Imeli so bili znalo, a tukaj cajta držati tlele fronta, da so tiste kolone, ki so šle na Korošk, bi se omahnile z Ljubljane. V Ostrega maja se pa šli avto. Verjetno si takrat niste predstavljali, da bo šel ata za zmerom? Tisto pa ne. Da do konca, da je bil taborišče v gor, na Koroškem je čakal, da bo, če bo prilika, da bo mogel nazaj, da bom prejiti. Pa so pa gor spraznili, se je pa mogel jeti, pa šel bom po dobro. Korošk Slovenc mi je imel vrata tam v Klevelandu, da imajo tisto garancijski pisni poslov, da je lahko šel v Klevelandu. Ko je bil ata na Koroškem, a ste si kaj dopisovali z njim? Mislim, da je pa pred zadnjim že nekaj ampak zelo malo. To je takrat, ko je res, ko je umrlo na Milo. Na Davica je kaj, nekaj je tu huda gripa glavno umrlo, da je liško Božič 45 leta. Pa ni zvidel, dolg cajta ni zvidel, da je umrlo. Pa še pol enkrat je zvidel, pa Anih, da je Diana umrlo, pa tudi še ni videl, kje je. Hrvijo Jurco, pa tisca, Jurci je bil tudi gor, se bal, a ne se hodil malo skrižen, kje pa so tudi se razvili, kakšne reči sem pred vaskom, pa bil novega, kar je pol, Hrvijo zvidela mama. Je bilo mami težko, a se kaj spomnite, kako je mama takrat preživljala tista leta? Zelo težko. Verjetno zaradi tega, ker je mogla poskrbeti za cela družina? Ja, tudi pa tudi za bilo obvezno oddaje, pa tisto zmeri smo še več, kot bi uradno pripada mogli dati
Dveri so nas min napik. Ko sem že jaz bil gospodar, tudi od gazdarja, vse sem mogel do vsega plačati, drugo pa tudi dan dinarja nisem nazaj. Sem že obljubili smo rekcije, da bom sadil, pa ne, pa obljubili so bilo, pa nikoli neč ni. Pa pot sem takrat hodil smo nazaj, kad so velikega lida je bilo 68, mislim, da mali vada, kako je to tako, da se je kube za ust, pa še skozi. Pa so to takrat podelali, ker so od ljubljanskih mlekarjev je bil buldežer tukaj. Pa nisem tudi tega zdaj, tudi dinarja nisem dal za to. Ko sem imel naših maj na tiste 6 hektarjev, ko je bilo zapljenje, sem imel ljubljanske mlekarne, pa Jurcova majna do tiste, ko je bilo prico čas Sosidovo, pa so že pred okoli tam že 910 so prodali, pa so sicer prodali. Pa tisto je pa Jurca z vrhnega kupil, pa je bilo tisto, so pa država, no tico plenil, pa svet mi je tiste dal, bi plačal 30 ur buldežerja, 270. Čist neč je v tej, da več gledali, pa nisem čist neč dal. A se kaj spomnite, kaj je bil ata na Koroškem, a ste se z mamo, otroci doma kaj pogovarjali o tem atu? Smo se že vsak večer, smo tudi manj zate. In je bilo težko verjetno, Težko je bilo tako, ko so zapledili na NATO, so vse zapledili, so pa so otroke pa na mame deleže prepisali ljudi, polovica majne je ostali, pa polovica so zapledili, pa kar travnike pa ljuve so da otroke pa napisali, a to so pa vse zapledili. Pa sem večkrat prišel tle gor, Krošin, ki je bil na odboru, in pa Matič, tisto Luharjaka, ki je bil direktor, tisto je bil tako kot hudič. Krošin je bil malo finalski, se je malo lep delal, on je bil pa strašno zivni. In je, kdaj poli to se pravi, po tistem, ata vam je pa verjetno sporočil, ko je odločil se, da bo šel v Ameriko? Ja, tisto ste vedeli? Tisto smo vedeli, pol, ja. A ste imeli kakšna prilika se jeti posloviti od njega? Nismo še nikamer. Nismo še, ne. Kako ste sprejeli ta novica, vam je bilo težko, ko ste videli, da bo šel še to? Ne vem, tisti, jaz to hodili nismo. Ste bili že toliko navajen sami? Ja, toliko, kar vodali smo se v tisto, da nismo imeli pol tisto tu zahodu, ki je šel naprej. Kaj pa prišel v Ameriko, pa ste si pa lahko dopisovali? Pa smo se pa dopisovali. In vam je ata tudi kaj pomagal finančno, pa ali lahko? Ja, malo je pomagal tudi, ko je zaslužil. Niti je tam pred kmetom, tiste še nisko let zaslužil, so tudi se je preživel. Pa je prišel v Livar na delo, pa je pa večkrat, kakšen paket poslal, pa tudi takrat, ko smo še delali, je malo pomagal. V katerem kraju pa je živel? V Klevelandu. V Klevelandu. In kako so se pole mama in ostali otroci odločili? Ja, ker odločili se sem, da bi nekaj se rata bil tu težki sam tam. Doma ostal tudi, da ni bilo prazno. Koliko ste bili pa stari takrat, ko je mama šla? 24 let. Ste bili še zelo mladi, a ne? In je mama pole pač, a je bilo težko pustiti vse, je vedela, da bo šla za zmerom, kje? Ja, tisti je vedela, ja, pol, kaj je šla, kako nima vata pripeli, da mu pol, so se kar odločili, da bo da. Je bilo še eno težko slovo tudi za vas, Ja. ko ste nekako vedeli, da boste spet sami ostali na en način. In je, tu se pravi, mama je šla prva, pa koga je še vzela takrat se bo? Ja, je šel Vicka pa Lojska pa Štefka. Anja Štefka. Micka pa Lojska pa Štefka so šli na prvo. So bili koliko stari, približno koliko so bili stari? Čist 20 po 18 po 14. Povedala sem. 20 po 18 po 14. Lojska 14, Micka 18, Štefan 20. Andrej je bil pa takrat prvojakih, ko so išli pa mama je tudi cajt, da tukaj smo hiši spravili, malo pod strihom, pa tudi smo že v Gedoti takrat. Pa
Andrej šlo v Krško, od vojakov prišel. In ko je mama kje prišla, si je še kakšno delo poiskala ali je Nekaj je hodila za snažilko. snažilka, da je hodila gospodin k kakšni hiš, kakšni družin verjetno ali kako? Ja, da to, mislim, bilo Tovarno. pisarne. Aha. In pa ste tukaj sami ostali, kako ste se počutili? Ja, te je pa šlo voda, pa smo že Je bilo ložej. Ja. Nekako ste pa ali kmetijo obdelovali? Ja, skus so bila voda moja. So še v službo hodil pri nas, pa so bila pa sama, pa ne bi mogel sam obdelovati. Je slabejša kmečka, pa kaj njena je tukaj mehna, drug moje bulj, kjer so v službo hodil, so tako je bilo. In se spomnite pa tega prvega srečanja po toliko letih, po koliko letih sta se z Atom pa spet prvič videla? 68 leta, ki sem jaz prišel ptel na obisk. To se pravi, od leta 45 do 68 se nista nič videla. Ja. Kakšno je bilo pa to srečanje? Ja, zame je to veselo. Na način verjetno ste bili veseli, po drugi strani pa tudi pretreseni, a ne, po tolikih letih se srečati. Ja. Ampak vi ste se verjetno že tukaj toliko navadili, pa sprejeli svoje življenje. Jaz sem doma ostal, zato bi bil. Ti ne bi tukaj prepadli čisto. So si pa v redu uredili življenje ostala družina v Ameriki? Ja, kar naš Štefan Sanjeva žena je bil skusan, pa na vojska ima že 30 ženo, pa nije moj trojko. Andrej je hmalo umrl tudi voli, 49 let stari za rakom umrl. Pa sta, Ata pa mama pa še prišla nazaj? Aha, trikrat sta bila tukaj pošla, ja. Takrat 73 let, mislim, na prvi prišel Ata, pa je pa še dvakrat. Pa ne vem, Mi smo malo zračunati, kdaj sem prišel kakšen. mama je bila pa mislim še štirikrat, je pa že takrat prišla. Na maksimo maši, 46 let, pa vojska ste prišli takrat že na obisk. So imeli kaj do motožja? O ja, no, tam naredili, pa tudi punce, jaz ljubili se takrat hoj sprva. Pol, ko ste si pa vi ustvarili svojo družino, ste svojim otrokom kaj pripovedovali o vsem, kar ste doživeli? Ali... Ja, a nekaj že tu kolik pa ne, nekaj tu, ki še me zanima objav. Povedal sem, mas, kjer je imel tisto. Ste imeli pa po vojni še kakšne probleme z lokalno oblastjo ali s komarkoli? Ja, drugega ne, tisto, ko so zaplemili takrat tisto, no, v šolca me je to vzajbalo, sploh me nisem spustil naprej. Pa najbolj mene, no, jaz malo sem bil tudi na rajstveh, glavni se nisem nič pustil dobil. Svoje zagovarjal, čeprav za one ni bilo prav. Sploh me nisem spustil, vse drugo sem dobro jaz pričval, jemo sem na očiščnica Trtnik je bilo, je imela zemljepis pa zgodovino, je pa ene napisalo. Pri zgodovini sta se tukaj zapela. To se pravi, da ste imeli občutek, da vas hoče... Ja, sem zato, da se ne mogo pa naprej v šolo, je pa kaj, tako ni bilo nič, ki sem da malo ostal, nisem nič hodil pa naprej. Pa so tudi brata od mame, so tudi partizani v Bilticah, Gražer je bil pa, pred je bil v internaciji v Italiji, pa ne vem točno, ki je bil na Rabaj, nek pa je prišel po domu, se ga potem šel k partizanom, pa niti je ved, pa se ga pa enkrat vzil, pa v žaži neko na rupah ubil. Kako se je pisal? Lovriša. Lovriša. A, to je bil pa brat od mame, ker mama je bila Žažarja. Ne, s Hrjula je bila mama, Šuštarjeva. A ja, ampak pa se je ta brat, ki je v Žažar poročil. Ne, bil je v Hrji, nič, ni bil pa rečen še. Samo v Žažar se ga partizani vnikli, vzeli v Hrji, dam na dom, pa kje vnikli, pa ubil tam. Kaj veste kdaj, kjerga leta je bilo? Ja, naraj je bilo takrat, malo takrat, ko so teljali oči, takrat, ko so prišli z internacije, da malo potisnili.
A se kaj spomnite, recimo, da ste pa doma se kaj pogovarjali, ali pa kasneje, recimo, ko so županov hori ljubili, pa pali v zaklansko? No, ja, tisto, govoriti smo že slišali, sem že tako že pridjal. Je verjetno bil tudi en strah, kaj se zdaj dogaja, ne? Ja, strah, partizani smo se tu bali, da se takšne partizani tako iz prvega po hrane hodili večkrat, pa tudi, kad se dva prašiča v Svijaku vzeli po zaklop, po odnesli. Tle je bila itak kmetija bolj na samoti, tako da ste verjetno imeli razne, od partizanov do Italijanov. Tle je bil en zakrt je tako, veš, klanoter se ni videl nekje, jaz klanoter je bila kar skrivir. Med tismo cajta so bili in tle partizanici in tudi še bilo čist polhni. V hišo so pršali. V hiše po štapu, svodi še bilo polhni, pa pri sosedih tak, pa v svetskem kvartu so kuhali hrano. In so to je pa šanka, je sprožila puška pa na sreč, da je bil rajen pa partizan, tle posti po vojni se imamo tukaj zgovorilo, pa da se tu bojiči, bi prši Italijani ni bili. Da bi poje pa prekarošči so bili zdravljeni. Aha. Ja, sigurno se, če bi Italijani izvedeli, da so partizani, tukaj bi vas bili tako v očetov internacijo pelala, ne? Ali pa fante, ali pa... Ja. Tako da za tiste cajte je bilo tu velik riziko, če so se partizani pri hišu stavili, ne? Jaz ne vem, takrat, da tisto resno moram videti, da je bilo tako, že doma je bil že v po domobrancih, ali pa na vršnik, na porebi na vršnik, takrat, ko je šel od doma. Pa je bil v Hriju, polke so na Karenu ustanovili, pa na Karenu pršil. A se kaj spomnite, kdaj je bila na Karenu ustanovljena? 43 ali kdaj? Začetek? A je bila že 42? Je bila že začetek 44. Aha, kasneje domobranska, da je bila. Domobranska je bila, ja. Aha. In pa so domačini šli v glavnem kar v domobrancom tudi. O, ja. Ja, pa bilo je pa to prid, tako, ko so prišli domobranci, vem, kaj je moral to Fredce prav dal, kaj bi doma pol, da stanka pa tako doma, ko se je ustanovili pa Tone, Tone pa Jože pa Brnatek, tak je bil Bušič. So bili pri domobrancih na Karen, oni so bili pa takrat v internaciji, ko se je ustanovili, so pa so bili pa doma, njih niso pol, ni bilo obvezni, tako oni so bili pol doma, stanka, ki je bil po Pretolc, po Fredcih, ki je bil doma pol, gospodar. So bili doma, da niso šli pol domobrancov. Pa so jih partizani kar pustili Nemci. Ja, pol, ko sanka domobranci bili na Karen, pol partizani, čisto manj, kad je prišel še za hrana prašati, pa čist smo bili polni že. Mir. Pa da, ja. Nemci pa niso cele čez hodili. Kad so šli na Hajka je Blanka, so tudi dva vzeli, Bjeto Janeza pa Linev toho Tone, to sto bilo tako, Bjeto Janez je bil malo tak ljudi. Ne bi ne to koražen, da ni bil vojak tukaj. Tone Linev je bil pa puklest, pa so delali, da so bili samo dvoriš Bjeto Nemci. On je bil v hiš na peč, pa je prišel gledati ven, pa so nahnali s seboj. Pa na prvi Ljubljana, pa po internaciji, pa obasto v Nemčiji bo internaciji umrla. Umrla? Tone pa Bjeto Fredce. To so bile kar take zgodbe, vsaka družina je bila na en način prizadeta, ne? No, to pa. Ja.